Dobar dan, lepo vsi skupaj pozdravljeni. Nujna medicinska pomoč je ena izmed temeljnih stvari, ki odloča tudi o tem, ali bomo, če smo poškodovani, jutri še živeli ali ne. V Sloveniji smo leta 2003 začeli s pilotskim projektom izvajanja helikopterske nujne medicinske pomoči in na nek način še do danes traja ta pilotni projekt. Dejstvo pa je, da brez helikopterske nujne medicinske pomoči ni kakovostnega in niti ne enakopravnega zdravstva. Kaj mislim s tem? Kakovostnega govorimo o tem, da včasih sekunde štejejo in brez helikopterske pomoči enostavno poškodovanec ni v primernem času prepeljan v ustrezno oskrbo in zaradi tega je prav zaradi te časovne komponente helikoptersko reševanje izjemno pomembno. Enakopravno pa govorim v tem smislu, ker je Slovenija zelo razgiban teren, zelo raznolik teren, nekateri kraji so zelo oddaljeni in če želimo slovenskim državljanom zagotoviti vsaj približno enake standarde reševanja, potem je vključevanje helikopterske nujne medicinske pomoči praktično obvezno in nujno potrebno. Tukaj moramo upoštevati še tisto zlato uro, kot se reče, to pomeni, da ne bi poškodovanci, če se le da v eni uri bili od poškodovanega mesta do bolnišnične oskrbe. Danes Slovenija nima namenskih helikopterjev za nujno medicinsko reševanje, ker nimamo namenskih helikopterjev, to pomeni, da je aktivacijski čas daljši. Pri uporabi vojaških in pa policijskih helikopterjev to pomeni, da včasih minejo dragocene minute, ko je potrebno spreminjati konfiguracijo helikopterjev, to na koncu vse šteje in tudi kaže se, da v zadnjem času se potrebe po tovrstnem reševanju povečujejo, medtem ko pa se naše zmogljivosti zmanjšujejo, ker je veliko tehnike helikopterjev na rednem vzdrževanju po pravilih, ker številni helikopterji so stari dotrajani. Potrebno je poudariti, da vlada v tem trenutku še ni sprejela dolgoročne odločitve, kako bo organizirala nujno helikoptersko medicinsko pomoč. Ob tem bi poudaril še, da sem šel brati predvolilni program LMŠ-ja, kjer je eden izmed pomembnih točk tudi oblikovanje helikopterske nujne medicinske pomoči, tako da upam, da je to še eden izmed dodatnih razlogov, da bo vlada bolj resno in bolj odločno zagrizla v ta problem. V Novi Sloveniji smo predlagali sklic nujne seje, skupno bi radi, da zasedata odbora za zdravstvo in pa za obrambo, kjer bi na koncu sprejeli sklep, da nas vlada seznani z odločitvami in predlogi rešitev medresorske vladne skupine, ki se je v zadnjih 3 letih ukvarjala s tem, kako organizirati in pripraviti to helikoptersko nujno medicinsko pomoč. Pripričan sem, da imamo poslanci pravico, da smo s temi stvarmi seznanjeni in ta nujna seja lahko pomeni tudi na nek način spodbuda vladi, da vendarle se tukaj premakne nekaj naprej. Naš cilj je zagotovo oblikovati finančno vzdržno in pa kakovostno helikoptersko nujno medicinsko pomoč. Ker pa je danes z menoj tudi ekspert z tega področja, bi vas prosil, gospod Sabol, če še vi poveste vaše videnje, ker se s tem ukvarjate. Še en pozdrav v mojem imenu. Jaz sem 3 dekade, 30 let reševalec in vidim, kaj se dogaja, če na terenu ni adekvatne helikopterske službe in bi rabili takrat helikopter, pa ga ni. Problem v Sloveniji je, da imamo večnamensko uporabo helikopterjev, to pomeni, da 4 službe uporabljajo en helikopter. Velikokrat lahko pride do podvojenih, potrojenih intervencij. Zdaj, nazadnje, če vas bo zanimalo, se je stvar zgodila 4. januarja, ko je helikopter letel z inkubatorjem v Ptuj, istočasno, to je lahko vidite na spinu, sta bile 2 akcije gorskega reševanja in helikopter ni bil na razpolago. Drug problem je, da imamo izredno drag sistem. Ko smo tako čez palec probali izračunati, koliko to košta, smo se pri številki 6 milijonov evrov
nekje ustavili. V tujini, kjer sem jaz nabiral izkušnje s helikopterskim reševanjem, košta namenska baza s kompletnimi stroški 2 do 2,5 milijona evrov letno, ampak to je potem helikopter, ki je namenjen samo tej dejavnosti. Naslednji problem je problem odzivnih časov in pa, da uporabljamo velike, drage vojaške helikopterje. Zdaj mislim, da to, da vam bo nekdo rekel, da vojaški helikopter, da je brezplačen, da se s tem glih ne boste strinjali. Danes nobena stvar ni zastonj, noben stroj ni zastonj. So pa seveda tukaj stroški zelo zvito razpršeni, da nekaj plača proračun, nekaj plača Zavod za zdravstveno zavarovanje. Da stvar ne štima, je dokaz ta, da imamo ustanovljeno medresorsko komisijo, ki išče dolgoročno rešitev, delajo že več kot 3 leta in nič niso naredili. In pa Slovenija, poleg Hrvaške, je v bistvu ena taka oaza, kjer te aktivnosti izvajajo vojaški ali pa kdaj tudi policijski zrakoplovi. Ne povem, da so nas tukaj prehiteli tako Albanci, kot Romuni, Madžari, Poljaki, Slovaki, Čehi, ki vsi pač imajo namenske helikopterje. Zdaj, če vas vprašam, koliko je cena človeškega življenja, obstaja formula, če kdo mogoče ve, formula pravi 48-kratnik BDP, ki je v Sloveniji okrog 21.000 evrov, se pravi, ko zgubimo mladega, perspektivnega človeka, ima Republika Slovenija nominalno škodo 1 milijon evrov. Če z namensko helikoptersko bazo naredim 2 uspešne intervencije v enem dnevu, sem upravičil celoleten obstoj ene baze. Jaz mislim, da bolj dobrega argumenta, ki upravičuje namensko to službo, ne rabimo. Tako da toliko z moje strani, zdaj pa, če so še kakšna vprašanja. Mogoče še to samo, dokler bomo delali na tak način, kot delamo zdaj z vojaškimi in policijskimi zrakoplovi, ne bomo mogli kandidirati za nepovratna evropska sredstva, s katerimi bi lahko pokrili tudi do 85% investicije. Se pravi, če naredimo tako, kot je treba, lahko potegnemo evropski denar, imamo to službo praktično zastonj postavljeno.